sprašujete, ali televizijski voditelj govori na pamet ali bere? Lepo pozdravljeni. Pogosto si voditelji pomagajo s trotel bobnom, kot v televizijskem žargonu pravimo napravi, na kateri se izpisuje besedilo. Tako je videti, da zna voditelj besedilo na pamet oziroma da govori spontano, gledalcu pripoveduje. Ja, brez bobna se pravzaprav oddaja ne da voditi. Moraš govoriti strnjeno, moraš govoriti jasno, razločno, kar pa je prosto izredno težko. Bobna ne uporabljajo le v informativnih oddajah, ampak tudi v razvedrilnih. Boben pomeni, da se mi tisto noč pred snemanjem ni treba 4 ure teksta učiti. Čist povsem od bobna nisem odvisen, pa vendar. Pa vendar brez bobna ne bi šlo. Prvič so tovrstno napravo uporabili že leta 1950, besedilo se je izpisovalo na papirnatem zvitku. Moderna različica pa je računalniško vodena, a brez človeka še vedno ne gre. Ta oseba, ki pač upravlja, v tem primeru sem zdaj to jaz, se pravilno imenuje avtooperater, to je tujka. Ampak tukaj nekako na televiziji temu rečemo kar trotel boben. Pripravim tekst, imam tak poseben program na računalniku, ki je povezan dol s kamero. Voditelj bere in jaz se s hitrostjo teksta prilagodim voditeljno. Eni berejo malo hitreje, eni malo bolj počasi, eni radi kaj dodajo, eni kaj odvzamejo. Zato so tudi vaje pred kakšno oddajo. Je pa poseben izziv, kadar je kaj v živo. Takrat pa je včasih 30 sekund pred vklopom še nimaš teksta. Takrat pa je majčkeno bolj tako adrenalinsko. Naši kolegi v režiji, ki upravljajo z bobnom, so veliki profesionalci, tako da se z bobnom nikoli nič posebnega ne dogaja. Ene dvakrat je računalnik vam vrgel. Ja, se zgodi, da recimo računalnik odpove in takrat je fajn poslušati tajnico, ko začne odštevati, ko hitiš, seveda omogočati čim prej tekst, da ga bo voditelj lahko prebral, drugače se mora pa voditelj znajti kar na pamet. Boben lahko odpove tako kot pač vsaka tehnika in zato imamo mi voditelji vedno pred sabo dobre stare liste. Te pač ne razočarajo nikoli, je pa res, da je iz listov brati oddajo, pač ker moraš gledati v kamero, resnično težko. Včasih si voditelj besedilo predvaja kar sam. Če si besedilo predvajaš sam, je to tako podobno, kot bi vozil avto. Sam si določaš, kakšna bo brzina, torej po sebi, po lastnem okusu si vrtiš, kako hitro boš bral, kako počas boš bral. Če si ti kaj zalom, oziroma ker poznaš tekst, veš, da bo neka težja beseda in takrat malo manj pritisneš na ta gas na bobnu. Po posebnih priložnostih si voditelji na terenu tudi pomagajo z bobnom, medtem ko se morajo novinarji predvsem zanesti na svoj spomin.